Mrtva. Mrtva sem že. Vsi smo jo ubil. Okay, breathe and push. Squat. 5. V primerih pač ženske nočemo pustiti moškega v primeru, moški pa samo hoče biti v svoji jami in I wanna fight. I wanna fight. So come and light me up. I still need your fire, baby. I still want you by my side. Light me up. Allez, let's go. Good technique. Place your feet well. Okay, breathe and push. Squat. 1, 2, 3. Look in front, not too much the floor. Yes, continue. Build. Voila, press. No comfort zone. Progress. Good. Yes. Okay, fine. treniramo. I see something, it's coming up on the horizon. Low push. Let me clear my head and get rid of the distractions. Oh, I was done, I was down when I Ten saw more. you in the clouds, out of phase, filled with doubt. I was drifting in and out, levitate, fade away. I had left Okay, pause. space, but you just caught my eye. Hey, nah, 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 nah. Please, won't you come over? Let me get to know ya. Hey, nah, 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 nah. Delve into emotion. Leave us in this moment. Let your mind be free. Stop holding back 'cause you can fight it. Oh, Good. I know your name, but Finish it, finish it. something has an eye. 1, 2, 3, 4. Okay, chain. Allez, directly. 10 reps, 2 seconds, pause, squeeze, each rep. Okay, up and squeeze. 1, 2, let's go. 1, 2, Delve into emotion. 3, Leave us in this moment. 4, 5, 6, 7, 3 more. 8, finish it, yes, squeeze. 9, 10, okay, good. Perfect. I'm dead. Oh my god. Mrtva. Mrtva sem že. Vsi smo jo ubil. Noge, rit. Še imam zele tale hip thrust. In pa sem končala. See, yellow,
Yellow. No. Yellow. Yellow. Techno gym. Yes. Yellow and black. Represent Yeah, Techno Gym. exactly. Okay. Second. 1, 2, 3, 4. And again. 1. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3, 4. 3. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4. 6. 1, 2, 3, 4. 9. 1, 2, 3, 4. 10. Okay, fast. 11, 12, 13. Kill it. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. More? Okay, it's fine. Okay. Takle druščina. Lep pozdrav v Slovenijo. Takle smo zelo v gužvi. In grem pomalega. In pol gremo v Spar. Imamo mi tudi tu Spar. In grem kupiti za Brendana nekaj, ki ima v torek rojstni dan. Tako da po mojem bom vzela en parfum in pa mislim, da masažo, nekaj takšnega. Bila bom šla pač ta v Eden Spa. In ja, zdaj sem končala s treningom. In je bil ful dober. Z Aleksom je vedno ful fajn trenirati, ker me vedno spravi v nelagodje. Tako da v bistvu, ko sama sebe treniram, ne grem res tiste ful meje, ampak je drugače, če te nekdo drug trenira. In definitivno, ja, ko mislim, da ne morem več, reče, ja, itak še lahko, dej, še stisn. In tle so v bistvu pol video rezultati. Tako da, to je ful pomemben, če hočeš res videti rezultate kasneje, ne. Tako da res moraš iti majčkeno izven komfortne cone pri vsaki stvari, ampak sploh pri takšnih treningih, ja. To je v bistvu bolj tako tipičen bodybuilding stil treninga. Jaz sem bolj vajena na te krožne treninge, z Aleksom imamo pa res tiste, ali imamo supersete, ali imamo pa rečemo tudi 5 serij, eno vajo, tako da recimo en ogrevalni set, pa pol 4 glavne sete, ali pa v bistvu 5 glavnih setov, čisto odvisno, kako je, in pol res v bistvu vidiš, kako, da si pol na koncu čist zmozgan. Tako da ja, danes smo naredila počepe, te izpadne korake, ampak Bulgarian split squat, bolgarske. Pa smo šla na abduktorje, abductions, odmik nog stran z elastiko, in pa za hamstringe, se pravi za zadnje stegenske mišice in pa za glutes na tej močilni napravi, jaz temu pravim. Pa še kao burnouts, hip thrusti. In je bilo čist dost. Čutim v bistvu bolj sprednje stegenske mišice danes. Prejšnji vikend sem res čutila fulurit, tako da smo se res bolj na rit osredotočili, danes smo se v bistvu bolj na celotne noge, ampak ja, to je to. Tako da res tudi trenerji, moramo imeti svoje trenerje, ker nas seveda spravijo izven komfortne cone, kar je v bistvu tudi zelo potrebno. Pa ful mi je fajn, tako da ne rabim študirati, ko spet jaz moram zdaj trenirati in da se kar prepustim nekomu drugemu. Zdaj, ker danes sem že po koncu od 5 zjutraj in sem imela že prvi trening ob 6, tako da od 6 do 1 popoldne non-stop.
sami osebni trening in skupinske vadbe, tako da zelo na koncu sem res dala vse od sebe in to je to. Zdaj poberem, tako sem rekla, miškeca in šibnema do Špara pa pol domov. Tako da ja. Kaj bo vikend prinesel? Se še ne ve. Vreme ni glih tako neki ful obetavno, oblačno, ampak upajmo, da bo čez vikend lepo vreme, da bom šla malo čofotat, malo na plažo, ker že 2 tedna nisem bila. Od tega zadnjega vloga na plaži, v bistvu to je bilo nazadnje, kaj smo bili na plaži, ker imamo nekam zelo čudno vreme trenutno marca, kar ni normalno za marec, ampak mislim, da se je celotna sezona prestavila, v bistvu celotna letna sezona prestavila za en mesec, ker se je tudi deževna doba en mesec kasneje začela, se pravi, se bo tudi zdaj en mesec kasneje končala, se pravi, zdajle marca bi mogli biti čudovito vreme, ampak imamo še kar tako, kot da bi bili v deževni dobi. Tako da upajmo aprila, da april, maj je res tis ful top. Ampak ja, ajde. Naš Špar se je čist prenovil, sem čist zgubljena. Čist prenavljajo vse, wow, tole pa je res noro. Ful dobro, nisem navajena tega. Ampak okej, tak pač imamo. Njam. Takle imamo pol, ko feštamo na Sejšeli. Mindezan neden var ya? Üstünde gelmek var, ben bol ya. İshar. Dobro jutro in ja, danes je sobota, mečkano oblačno spet pri nas. Ne vem, kaj se dogaja z letošnjim marcem, moglo bi biti res že čudovito vreme in sončno in ja, je pa skozi neki oblaki, skozi nek dež. Ampak danes bom se spravila delati nekaj, se pravi, moram tole ščistiti, poglejte. Tole je moja ice bath, se pravi moja ledena kopel, ki sem jo, tole pač sem kupila že nekaj časa nazaj in je mečken umazan, zaradi tega, ker pač je to zunaj in je od vlage in ojojoj. Ampak dobro, je treba danes to spucati, tako da bom jaz to lahko se zdaj spet namakala. In ja, bož, da se kar gremo spraviti, to ščistiti. Rekla imam vse, imam čistilo, imam cote. Imam vodo. Preden se tole ulije. Nogice so odpadle. Treba še nogice dodati. Tole. In še ena tanca.
sem že tam pomivala, bom pa še celotni balkon pomila, zdaj, ker stric je v bistvu zdaj prišel vse prebarbati in ja, imamo pač majčken po tleh še ful prašen vse skupaj in ko sem zdaj pač pucala to mojo ledeno kopel oziroma bazenček, bom še pač vse pomila, tako da lahko potem dam svojo kopel semle v tale kot in se lahko začnem namakati. Čeprav danes bom videla, no, če mi bo Brandon prinesel led, če ne bom pa samo do polovice napolnila, da lahko pa tudi to normalno stoji lepo, ima neko obliko in potem dam pač seveda ne vem koliko vrečk ledu rabim noter, pa mislim, da si bom še kakšne soli nabavila, tako da voda se ne pokvari tako hitro, ampak če je pokrit, ne bi smel biti alg. No, vsaj prejšnjič jih ni bilo, tako da verjetno zato, ker je bilo pokrito. Če ima kdo kakšenkoli nasvet, kako ohraniti vodo v bazenu brez tega, da bi dodala klor, mi lahko prosim napišete v komentar. Rada bi pač čim dalj časa ohranila vodo v tem bazenu, pa dodajam samo led. Ne bi rada glih za vsakič izpraznjevala pa pol napolnila tudi zaradi tega, ker je pač treba vodo šparati. Pa ja, je kar veliko dela, no, tako da itak ga bom napolnila sam do polovice, tako da sem pa jaz čist noter tako do vratu, ampak neko stisnjena noter. Ja, prejšnji sem res ful napolnila do vrha. Še moja mami je uživala, tako da lahko si pogledate klip tlele. Kako smo obe uživali, sem je res naredila tako ful dober zen moment, zen trenutek, ko je bila na Sešelih še z toto dišečo palčko. Tako da ja, je ful fajn te ledene kopeli si narediti vsake toliko cajta. Ne bi rekla glih za vsak dan, ampak mogoče tako ob vikendih je pa fajn. Sploh v Sloveniji, zdaj ko je malo tako še vedno hladen, je tudi super, da si mogoče to čez noč napolnite, pustite vzunaj, pa zjutraj se lepo namočite za enih par minutk, oziroma kakor dolgo lahko zdržite, no. Je pa fajn, da je voda res ledena, oziroma ne vem, pač odvisno od vas, koliko je, ampak je fajn, je tam okoli 10 stopinj, vsaj 10 stopinj, no. 12, 10, od 2 stopinje do 12 bi rekla, no, nekaj takega. Tle na Sešelih je to zelo težko, ampak okej. Ja, gremo zdaj pucati. Ok, prinesmo zdaj tega malega hudička sem, tako da lahko pa napolnim z vodo. Voda teče čisto in pa v bistvu to je samo stoječe, ne, in tako bolj, ko je bolj poln. To je to. Nisem mogla pa spucati tega do konca, ker je to starobata plastika. Tle na gladki je šlo lepo, to pa pač žal, ampak je čisto, ampak se pač ta, ne vem kaj je to, plesen noter zažre in ne gre ven. Ne vem, če ima kdo kako idejo, kako to spraviti ven, mogoče s kakim belilom, nekaj takega, ne vem. Javite. Evo. Če še niste prebrali njegove knjige Wim Hof, metoda Wima Hofa, je v bistvu res zelo priporočam. On me je čisto fasciniral nad temi
dihalnimi vajami, ki jih ima tudi na YouTubu, 11 minut in je res svetovno, sploh za sproščanje, če ste kdaj pod večjo napetostjo, če imate kakšne ne vem, psihološke probleme, težave, anksioznost, depresijo, se ne počutite dobro, res vedno svetujem dihalno tehniko Wima Hofa in pa seveda potem ali ledeno kopel ali pa ledeno prho. Prha je bolj v bistvu tako na vsakdanjem meniju. Če pa imate možnost ledene kopeli, pa tudi rečemo doma, če imate kad oziroma bano po domače, ja, je tudi fajn, da si včasih naredite to kopel in pač greste čez določene strahove, jaz bi temu rekla. V bistvu največji šok pri ledeni kopeli je pač, ko greš noter oziroma ko dosežeš ta nivo ledvic, križa, tle je meni res tisti ful najbolj grozen. Pa ko si noter pač do vratu oziroma ramena morajo biti pod vodo, pol je pa ok. Mislim, da sem zdržala celo 10 minut, ampak nisem sigurna o temperaturi. Definitivno je bila tam okoli 15, ampak to ni tako hudo. Če bi bilo mogoče nižja, bi bilo res malo hudo. Sem pa v Sloveniji šla v bikinkah na sneg in se malo povalala po snegu in si bilo pa ful dobro, pa pol direkt pod vroč tuš je bilo fenomenalni občutek, tak euforičen občutek, kot bi bil mal zadet, čeprav ne vem, kako je to, ko si zadet. Ampak ok, ja, tako da ja, priporočam to knjigo, Metoda Wima Hofa, jaz jo berem pač tu in tam, prebrala sem celo, ampak zdaj pač včasih še vseeno malo pokukam po določenih poglavjih in je res ful dober. Drugače pa trenutno knjigo, ko berem, je pa tale. Moški so z Marsa in ženske z Venere. Je pa v bistvu knjiga o pač odnosih med ženskami in moškimi, kako dejansko ženske drugače razmišljamo kot moški in zakaj se dejansko ne razumemo najbolje v komunikaciji. In kako v bistvu razumeti iz moje perspektive moškega in obratno seveda, ampak itak, ker sem ženska, lažje se poistovetim s tem in mi je res ful pomagal, kaj to pomeni, ko moj mož noče govoriti, mogoče kakšen dan ali dva in pa jaz dregam v njega in je še hujš. On pa v bistvu gre samo v svojo jamo in se pa zapre in to je to in on to razmišlja in me ženske avtomatsko, pa kaj narobe, pa daj pove, pa jaz bi ti rada pomagala, pa itak so problemi, pa gremo skupaj čez problemom, pa ne, v redu je, pustimo primeri in v teh primerih pač ženske nočemo pustiti moškega primeru, moški pa samo hoče biti v svoji jami in iti čez svojo miselno procesijo sam in pol pač pride iz jame sam in je pol ok, ne, ampak ženske smo take, da rade pač debatiramo o stvarih, to je pač naša komunikacija, moški se pa pač odmaknejo, oni sami dejansko komunicirajo znotraj samega sebe. Tako da to je v bistvu ena izmed tisočih razlik, ki jih imamo, ampak je res ful dobra knjiga, ki jo priporočam vsem, ki ste v zvezi in pa tudi tistim, ki bi radi želeli razumeti nasprotni spol malo bolj in je res ful dobra, no. Tako da to je trenutno knjiga, ki jo berem. Ja, mene pa zanima, kakšne knjige imate vi najrajši oziroma kaj berete in katera je vaša najljubša knjiga. Če smo že v knjigah, moja najljubša knjiga ever, sploh kadarkoli sem jo prebrala, je Metul. Ne vem, če poznate, v bistvu kar napisana je tam v 70-ih letih o zaporniku, ki je bil dejansko obsojen na dosmrtno ječo za umor, ki ga ni naredil in gre skozi celotno to procesijo od Francije in pol ga pošljajo v francosko Gojano in naprej na vse te krute otoke, kjer pač preživlja potem svoj čas in je res pač ful dobra knjiga. Tako da napišite, katera je pa vaša najljubša knjiga.
Cold? Yeah. Wanna sit? 1, 2, 3. You need to go. Good. Now sit. Sit. Usedemo. Okay. Look, I can make bubbles. A water fight. A water fight. Bravo. Bravo. This is a little pool for only children. Ne, reci, to je bazen za otroke. Reci, to je look bazen at za it. otroke. Look at it. Don't jump. Wow. To Okay. je bazen za otroke. Reci. Matej, bazen za otroke. Bazinda talking. Tamaj, bazen za otroke. Bazinda talking. Bazen. Naš bazen brez ledu, ampak je vseeno ok. Hey, meow, 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 meow. Kaj pa delaš? Ojoj, male radosti. Kuku. Super. Si v redu? Ja. Ok. That not enough. No? No. Ne? Okay, Še? you will put it back on, but before you put it back on, call daddy. Ok. And you will make him see it. Ok. Tole, zdaj pa še za kosilo bomo imeli tofu. Jaz kakor tako naredim na sojini omakci. Pa pol imam tule še stročji fižol, brokoli, pa rdeč fižol v neki sojini omakci, tudi s sojnim nacekom. Pa še tule imam rižiko. Njom, v rice cookerju. Super zadeva. Riž skuhan v 10 minutah brez problema. Ok, draga druščina, to je za ta teden vse. Hvala, da ste bili z mano. Upam, da ste uživali v tem tako bolj čist na easy vlogu. In ja, če imate kakšno vprašanje glede Sešelov, glede moje vadbe, karkoli, mi javite spodaj. In ja, uživajte nedeljo in se vidimo naslednjič. Čau!